Poseben dogodek za občino Puconci. Danes so namreč podpisali pogodbo o izvajanju mreže prvih posredovalcev, s čimer bodo zagotovili pomoč vsem tistim, ki jo nujno potrebujejo. Pogodbo so podpisali direktorica zdravstvenega doma Murska Sobota Edit Žižek-Sapač, župan občine Puconci Uroš Kamenšek ter predsednik Gasilske zveze Puconci Ivan Pintarič. Torej, zakaj smo se srečali? Nekako, da obeležimo trenutek podpisa tripartitne pogodbe, tripartitnega dogovora za izvajanje področja, katero se nam v občini Puconci zdi izredno pomembno, nujno potrebno. Namreč področje zaščite in reševanja predstavlja oziroma pokriva širši spekter aktivnosti dejavnosti, poleg osnovne dejavnosti zaščite pred požari in pa naravnimi nesrečami je seveda tu tudi področje nekako reševanja človeških življenj v primerih nesreč in pa drugih potreb, ko je potrebno medicinsko-zdravstveno posredovanje. In glede na to, da je tudi občina Puconci velika, razvejana občina, raztezamo se na 108 kvadratnih kilometrih, se nam zdi zelo, če ne že nujno potrebno, da imamo tudi mi vpeljan ta sistem prvih, tako imenovanih prvih posredovalcev. Torej, da imamo v naših predvsem gasilskih vrstah usposobljene, izobražene, opremljene posameznike, prostovoljne gasilke in gasilce, ki lahko nemudoma priskočijo na pomoč in cilj vsega je, da se posameznikom nudi pomoč že v času, ko je reševalna služba na poti. Poleg tega potem tudi, da ti naši prvi posredovalci nudijo še dodatno pomoč samim reševalcem na terenu. In glede na to, da nikoli ne vemo, nesreča nikoli ne počiva, smo se odločili in pristopili tudi k razvoju tega področja znotraj gasilstva. Torej, danes je trenutek, ko podpisujemo tudi tripartitno pogodbo, torej, da formaliziramo naše sodelovanje na eni strani z zdravstvenim domom Murska Sobota, ki nudi te storitve, na eni strani izobraževanja, potem pa na drugi strani tudi same intervencije, če tako imenujemo, in pa na drugi strani potem tudi Gasilska zveza Puconci, občinska gasilska zveza, ki je krovna organizacija, ki skrbi za področje razvoja prostovoljnega gasilstva na območju občine. Jaz bi na tem mestu besedo oziroma k besedi povabil gospod direktorico, da še ona mogoče pove, kaj pomeni ta sistem prvih posredovalcev v celotnem sistemu zaščite in reševanja. Ta mreža nujne medicinske pomoči je pač že več let nekako zastavljena, ne? In zdaj v naši upravni enoti, to je upravna enota Murska Sobota, ki zajema 12 občin, imamo na voljo 3 nujna reševalna vozila čez dan, pa 2 po noči, ne? In to je že, tako je že zadnjih 30 let, ne? Zdaj, podatki se sicer zbirajo in na osnovi podatkov se potem dajo dodatni resursi, ampak nekako z temi zmogljivostmi smo v vseh teh letih pokrivali vse te nujne intervencije. Je pa res, da so stanja, ko pa ne moremo čakati mogoče 20-30 minut na reševalno vozilo, so stanja, ki terjajo, da je nekdo tisti, ki je takoj ob obolelem ali pa poškodovanem, da nemudoma ukrepa, ne. Zdaj, reševalna vozila sicer izvažajo iz Murske Sobote ali pa tudi po potrebi, kje pač so, ne, ne morejo pa biti na vseh krajih naenkrat.
Zdaj, celo ta naša upravna enota je tako specifična, da imamo res te dolge razdalje, ne, do skrajnih leg tudi 45 minut. In zato je pravilnik o nujni medicinski pomoči iz leta 2015 vključil tudi to posebno kategorijo, in sicer prve posredovalce. Namen je, da se vključijo pripadniki nekih mogoče že obstoječih reševalnih enot, ne, zato so tudi največ v vrsti prvih posredovalcev so gasilci, in se potem primerno izobrazijo in so doma tam, kjer se potem ti dogodki zgodijo, ne. Zato se že vsa ta leta trudimo, da bi ta sistem tudi mi vzpostavili, ne. Zdaj, zdravstveni dom je nekako tisti, ki bi naj izobrazil prve posredovalce. Na ta način se seveda tudi spoznamo, ne, med sabo, kar je prav. Se potem, ko se intervencija zgodi, se srečamo, si pomagamo in smo potem seveda tudi nekako analiziramo, kaj se je zgodilo. Zdaj, samo izobraževanje se mora ponoviti vsako leto, ne. Prav je, da se obnavljajo znanja, ker takšno znanje potrebujemo redko, ne pozabljamo pa hitro. Zdaj, katere so takšne stanja, da je potrebno takojšnje ukrepanje, to je srčni zastoj, se pravi, ko se oseba zgrudi, ne diha, ne. Zato hkrati z tem se nameščajo tudi avtomatski zunanji defibrilatorji, ki so tudi popisani, ne, in sporočeni v dispečersko službo zdravstva, katera nas zdaj, kot že vemo, od 2. novembra lansko leto tudi aktivira, ne. Hkrati ta služba aktivira tudi prve posredovalce, tako da potem ob srčnem zastoju, ob hudi krvavitvi, ne, ker človek lahko izkrvavi v 1 minuti, ob kakšni drugi nezavesti ali pa ob tujku v dihalnih poteh, ne, to so tista stanja, ko dispečer pač aktivira tudi prve posredovalce. Zdaj, puconska občina je velika, ne, razdalje so velike, zato jaz sem zelo vesela za vsakega, ki se odloči, da se pride k nam izobraževati, ne, mi zdaj ta izobraževanja delamo že leto pa pol, v tem času smo nekje okrog 300 nekih pripadnikov tudi izobrazili, ne, jih naučili teh znanj, tako da res za vsakega, ki se odloči za to, smo res veseli. Saj pomagati nekomu, ne, je vedno lepo, ne, ker najhujše je, ko vemo, da bi morali nekaj storiti, pa tega ne storimo, ne, pa potem moramo s tem živeti, ne. Tako da to so pa znanja, ki jih mi učimo že otroke v osnovnih šolah, ne, in je vsak od nas sposoben to tudi izvesti, ne. Tako da res hvala, ne, da ste se odločili, ne, mi bomo še naprej sodelovali še na kakšnih drugih področjih zaščite in reševanja, in prav je, ne, da se v tej naši sredini poznamo in da tudi sodelujemo. Na nivoju naše občine smo se veliko pogovarjali, kako bi organizirali te prve posredovalce in na koncu ugotovili, da je to najlažje preko gasilske zveze oziroma gasilskih društev. Kot vemo, naša gasilska zveza ima 2000 članov, nekaj čez, in nekaj jih že imamo izobraženih za te prve posredovalce. Naš cilj v bodoče je, da bi v vsake od teh 23 društev, ki sestavljajo gasilsko zvezo Puconci, bilo vsaj nekaj teh društev, nekaj članov prvih posredovalcev. In temu težili, da naš cilj izpolnimo nekje v doglednem času. Mi smo se nekak cilj zamislili, da bi to bilo v roku 2 let, da se ljudje postopno izobrazijo in tudi vsako znanje, ki ga s tem pridobijo, tudi je dobrodošlo pri delu vsakega posameznega gasilca.